Spoštovani gledalci, Evangeličanska cerkev v Sloveniji šteje 14 cerkvenih občin z okoli 18 do 20 tisoč verniki, ki so združeni v Evangeličansko cerkev Augsburške veroizpovedi s sedežem v Murski Soboti. Po letošnjem dnevu reformacije gostimo njihovega škofa, gospoda magistra Geza Ernišo, ki ga lepo pozdravljam. Pozdravljeni. Dobar dan. Dobar dan. Gospod Erniša, lani smo praznovali 500-letnico rojstva Primoža Trubarja, ki je v svojem razgibanem življenju v 16. stoletju opravil ogromno delo za slovenski narod, zlasti na področju jezika, kulture in verskih vrednot. Postal je utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika in slovenske književnosti. Kako bi nam na kratko predstavili njegove najpomembnejše dosežke za slovenski narod? Primož Trubar je nedvomno eden izmed najdragocenejših slovenskih zakladov, ki jih Slovenci sploh imamo. Resnično, ta velik mož nam je dal to, kar vsak narod dejansko zato, da, kot je sam zapisal, stoji in obstoji, potrebuje. To je jezik, to je knjiga, to je prava krščanska vera in nenazadnje je tudi zelo pomembno to, da nas je Trubar poimenoval za Slovence. Jaz mislim, da za tem poimenovanjem so bili položeni konstitutivni elementi za nastanek slovenskega naroda in posledično potem tudi slovenske države, ki smo jo seveda mnogo stoletij pozneje dobili, a vseeno dobili. Jaz sem prepričan, da je v Trubarjevem življenju to, da Slovenci smo narod, odigralo zelo pomembno nalogo. Ravno tako pa tudi njegova zelo globoka vera. Trubar je bil veren človek. Brez te globoke vere sem prepričan, vsega tega velikega dela, ki ga je opravil, ne bi bilo. Trubar je dejansko iz te vere, iz Božje besede, iz ene globoke pripadnosti Bogu in svojemu slovenskemu narodu naredil to, kar danes Slovenci, lahko mirne duše povemo, imamo za temelj našega slovenstva. Imam občutek, da mu kar nekako premalo priznavamo prav to duhovno plat, ki je bila iskrena za resnično krščansko vero in da morda vendarle preveč poudarjamo, kaj je storil za slovenski jezik, za slovensko kulturo, za slovensko književnost. Ja, res je. Dolga leta, da tako povem, ali pa desetletja in stoletja, je ta duhovna plat Trubarjevega življenja ostajala nekje pozadi. In je prav in je dobro, da povemo, da reformacija, da protestantizem ni samo nekaj, kar se je zgodilo na kulturnem področju, jezikovnem področju, narodnem področju, ampak da je reformacija dejansko in tudi Trubarjeva teologija bila v tej teološko-antropološki povezanosti ena celota, ki jo moramo tudi danes kot tako videti. Torej, Trubar, kot sem rekel, je bil globoko veren človek. In marsikdaj človek res dobi občutek, da preveč poudarjamo to njegovo delo za slovenski jezik, slovensko kulturo, kar je nedvomno pomembno, ampak premalo, da je dejansko prva slovenska knjiga bil katekizem, abecednik, da so to bili prevodi Nove zaveze, torej svetopisemski teksti. Seveda je to pogojeno tudi z časom, ampak in predvsem Trubar je reformator, je duhovnik, je superintendent Slovenske evangeličanske cerkve in to je potrebno vedno na novo tudi ovrednotiti, morda tudi
bolj poglobljeno se začeti ukvarjati z Trubarjevim teološkim delom, ki je bilo prav gotovo nekaj posebnega. Pa iskreno, gotovo. Gotovo pa Trubar lahko svojo vlogo in držo v 16. stoletju v današnjem slovenskem kulturnem in duhovnem prostoru pomeni pobudo za teološki dialog med današnjimi katoliškimi in protestantskimi teologi na Slovenskem. Teološki dialog med katoliško in evangeličansko cerkvijo na tej globalni ravni poteka že zelo, zelo dolgo. Tudi jaz imam občutek, da morda o tem v Sloveniji premalo govorimo, da se morda tudi premalo srečujemo, da premalo razmišljamo o nekih skupnih temeljih krščanstva, ki v katoliški in evangeličanski teologiji niso ne vem kako narazen. Res je, da obstaja seveda marsikatera razlika, da na določene stvari drugače gledamo in da so nekatere bistvene stvari ostale še iz časa reformacije nekako nepremagane, nepresežene in da je na tem potrebno delati tudi naprej. Nedvomno je bil velik dosežek tako katoliških kot evangeličanskih teologov, tudi dosežen leta 1999 v Augsburgu z podpisom tako imenovane deklaracije o upravičenju po veri, kjer sta si katoliška in evangeličanska cerkev, če povemo nekoliko figurativno, ponovno segli v roke, tam, kjer sta se nekoč razšli, se na nek način ponovno srečujeta in ta deklaracija o upravičenju po veri je lahko tisti najboljši temelj za en odprt, poglobljen, ampak tudi strpen dialog med tema dvema sestrinskima cerkvama. Kaj je bilo storjenega na ekumenskem področju po drugem Vatikanskem cerkvenem zboru, ki je bil nedvomno ekumensko zelo odprt, najprej na tem ekumenskem področju pri nas v Sloveniji? Glejte, nenazadnje tudi ta ekumenski zbornik, ki ga nekako skupaj izdajamo. To je publikacija, ki priča o kar nekaterih skupnih dosežkih in skupnih vrednotah, ki jih vsi poudarjamo. Torej, ekumenski oziroma teden krščanske ali pa ekumenske edinosti, ali kakorkoli bi temu že rekli, je lahko in mora postati iz dneva v dan vse bolj in bolj način, da skupaj razmišljamo, kako v tem svetu ljudem približati Kristusa, približati Boga in govoriti o Kristusu in Bogu, govoriti o bibličnem nauku, o tej biblični kerigmi, je, mislim, tista najbolj prvenstvena in najbolj pomembna naloga sleherne cerkve. Cerkev živi v tem svetu, ampak cerkev živi tudi za ta svet. Jaz mislim, da v modernem času si nobena cerkev, pa naj si bo številčno večja ali manjša, ne more privoščiti več nobene ekskluzivnosti na račun krščanstva. Krščanska etika in etika Biblije ne sme in ne more nikoli postati ujetnik takšne ali drugačne, kako bi rekel, dogmatike, ki bi omejevala in ne dovoljevala, da ljudje izpričamo tisto svojo globinskost v svoji veri in da to potem tudi ljudem damo, da to prepoznajo v vsakdanjem življenju. Ecclesia semper reformanda et reformata. Torej, cerkev se vedno znova mora reformirati. Jaz mislim, da tudi drugi Vatikanski koncil in nenazadnje vsako zborovanje Svetovne luteranske zveze je naravnano k temu,
da poskušamo najti čim več tistih stičnih točk, ampak da tudi resno in odgovorno razmišljamo o vseh tistih vprašanjih, ki pa niso, po mojem, še dovolj poglobljeno nediskutirane in tudi nerešene. To je tudi v evropskem in svetovnem merilu. Prav gotovo, poglejte, obe dve cerkvi sta navzoči tako v Evropi kot v svetu. Evropska, se opravičujem, evropska teologija, če tako povem, ali pa teologija v Evropi, torej tako katoliška kot evangeličanska in pravoslavna, je dejansko zibelka vseh teologij. In jaz mislim, da tu na tej stari celini moramo ponovno najti en konsens v vseh vprašanjih, ki so ali imajo pomen, kot se pravi, status confessiones, in da o teh stvarih potem tudi poglobljeno razpravljamo, kajti ne nazadnje, veste, vsi smo ljudje tudi zmotljivi. In jaz sem prepričan, da je tudi cerkev v svoji dolgi zgodovini naredila marsikateri nepotreben ovinek. Da morda na vse stvari ni vedela tako odgovoriti, kot bi se morda od nje pričakovalo. Zato je potrebno vedno znova, kot sem rekel, svoja stališča enostavno iz Svetega pisma vedno znova preveriti, ali smo še na tisti pravi poti, katero nekako od nas zahteva in pričakuje, torej Sveto pismo, ne nazadnje Sveto pismo, kar je Božja beseda, kar je Bog sam. Gotovo cerkev je tudi človeška institucija, ne le Božja, kaj ne? Prav zato je prihajalo tudi do teh napak v preteklosti. Evangeličanska cerkev v Italiji letos praznuje 40-letnico obstoja in prav ob tej obletnici je tamkajšnja luteranska skupnost v Rimu povabila tudi rimskega škofa, papeža Benedikta XVI. Na obisk ob tej priložnosti. Kaj bi lahko pomenil ta obisk? Evangeličanska cerkev v Italiji je tudi naša partnerska cerkev. Torej, mi smo pred 8-9 leti podpisali za to evangeličansko cerkvijo v Italiji poseben sporazum o partnerstvu. Ta cerkev deluje prav gotovo v specifičnem okolju. Okolju, ki je izrazito katoliško, in okolju, ki pa je tudi zelo sekularizirano. Nekoč sem slišal eno zelo zanimivo misel, in sicer, da tako katoliška kot evangeličanska cerkev se lahko medsebojno vplajata, ena od druge zelo veliko nauči in da nas tega ne sme biti strah. Jaz mislim, da je evangeličanska cerkev v Italiji tudi zatem pokazala neko svojo širino, ne nazadnje pa tudi zatem izkazala svoje spoštovanje do te velike svoje sestrinske cerkve, da se z njo dejansko v pozitivnem smislu konfrontira, da skupaj živita, da skupaj delujeta in da se ne nazadnje na ta način ne profilirata, če tako povem, vsaka po svoji konfesionalni vlogi in nalogi, ampak tudi skupno ekumensko. In to se mi zdi kot zelo pomemben dosežek in ne nazadnje tudi eno izraz nekega globokega medsebojnega spoštovanja. Gospod škof Geza Erniša, kakšne so današnje usmeritve krščanskih cerkva k popolnejši edinosti? Tako bom povedal. Te usmeritve morajo biti povezane s tistim najbolj fundamentalnim. In to najbolj fundamentalno, kar ima neko
aksiomsko vrednoto je Sveto pismo. Mi moramo to Sveto pismo, ta nauk, ljudem čim bolj približati. To je temelj, ne? To je temelj, ampak ne o tem temelju, o teh vrednotah samo govoriti, ampak jih potem tudi živeti. Poglejte, cerkev ni nekaj abstraktnega, cerkev ni nekaj metafizičnega, ampak je to živi, delujoči organizem tu in zdaj, v katerem se ljudje morajo prepoznati. Tudi vsako nedeljsko bogoslužje ali pa bogoslužje na takšen ali drugačen praznik mora pomeniti ljudem, da ko pridejo v cerkev ali se srečujejo v tem krščanskem duhu, da se počutijo kot doma. To je za mene tisto najbolj bistveno in najbolj pomembno. Cerkev mora ohraniti neke svoje specifičnosti. Cerkev ni, da tako povem, v narekovajih kulturni hram, ali pa cerkev ni neki fotostudio, ampak je cerkev simbioza nečesa. Tistega, kar ljudje želimo, da v cerkvi dobimo. To pa je nek notranji mir in to je komunijo. To je skupnost. Tudi povezanost bratov in sester. Povezanost in to je tisto, kar ne nazadnje Kristus od nas tudi pričakuje. Da ne bomo individualni kristijani, katerim skupnost nič ne pomeni. Morda se to očita protestantizmu, da je določene stvari preveč individualiziral. Ampak ni individualiziral v tem smislu, da naj ljudje ne bi tvorili skupnost, ampak v tistem smislu, ko govori, da smo za svoje dejanja, za svoje besede, za svoje početje ljudje osebno odgovorni, tako Bogu kot sočloveku in ne nazadnje temu svetu, v katerem živimo. Kako gledate na prihodnost na tem ekumenskem področju? Kaj si osebno želite? Glejte, mi imamo v Prekmurju, če se nekoliko vrnem v pokrajino, iz katere prihajam, eno zelo lepo ekumensko sožitje. Prekmurje je tudi po verski plati najbolj raznolika slovenska pokrajina. Ljudje že stoletja živijo skupaj, sosedje različnih veroizpovedi, tudi različnih nacionalnosti. In jaz mislim, da je ta prekmurska, da tako povem, edinost kot neka vrednota lahko vzor marsikatere drugi slovenski pokrajini. In jaz si želim malo več res v tega duha strpnosti. Kajti, gledajte, Einstein je nekoč tako lepo zapisal. Lažje je razbiti atom kot predsodek. In to marsikdaj drži. Če smo ljudje predsodkov, če nas vodi neka misel že vnaprej a priori kot nekaj negativnega, ti so pa zaradi tega takšni ali drugačni, ali pa nekaj, da ne, Bog ne daj, manj vredni, potem nekega pristnega sožitja ne more biti. Zato je pomembno, da enostavno ljudi sprejmemo takšni, kakršni so, za svojo pravico, neodtujljivo pravico, da si prosto volijo svojo postavo, vero in pot. Ampak kdor si voli svojo postavo, vero in pot, in je ta pot, ta postava grajena na vrednotah, res tistih pravih, krščanskih, občečloveških vrednotah, potem ne pride do tega, da nekoga obsojamo zaradi tega, ker je drugačen, ampak skupaj z njim iščemo tisto, kar je vsem, oziroma za vse to najboljše, in se na ta način lahko potem smelo odpravimo tudi na pot iskanja lepše prihodnosti. Ker najslabše je, veste, če razmišljamo tako, ja, ok, gremo z Bogom svojo pot, ampak ne bomo pa šli svoje poti z sočlovekom, zato ker drugače veruje ali je pa drugačne barve.
ta pot ni prava. Potem smo zelo malo naredili, kaj ne? Sigurno. Zadnji oktober vsako leto v Sloveniji praznujemo dan reformacije. Kaj naj bi prispevali ob tem dnevu reformacije, da bi nas ta dan bolj povezoval, da nas reformacija ne bi ločevala? Tudi letošnji praznik reformacije je pokazal in tudi sama proslava v Cankarjevem domu, katere so se udeležili tudi najvišji predstavniki rimskokatoliške in pravoslavne cerkve. Za mene je to že zelo velik dosežek, da se z vrednotami reformacije vemo na nek način identificirati. Reformacija ni pomenila samo razkola v cerkvi. Nenazadnje tudi Luter ni želel, da bi prišlo do tega, da bi prišlo do kakršnekoli schizme. Luter je želel takratno cerkev reformirati, postaviti nazaj na tisti temelj, ki cerkvi resnično je osnova, to je Sveto pismo. In vse bolj in bolj, seveda vse krščanske cerkve priznavamo, da nam je ta temelj res Sveto pismo. In čim bolj bo vsaki praznik reformacije izpostavil to vrednoto, da nam je največja vrednota dejansko Sveto pismo, ta praznik lahko ima neverjetno velik integrativni naboj. In vsakršen praznik reformacije, ki ga izrabimo, da tako povem v narekovajih, v to smer, da nas čim bolj poveže, da nam pred oči vedno znova postavi te vrednote, ki so nam vsem skupne, mislim, da bo na ta način ta praznik postal vse bolj in bolj praznik vseh Slovencev, verujočih in neverujočih. Vsak človek ima nenazadnje biti pravico, a imeti pravico neverujoč. Nekdo obhaja praznik reformacije kot resnično le neki kulturni dosežek slovenstva, torej knjige, jezik in tako naprej. Jaz mislim, da to ni dovolj, da je ta praznik, ob tem, da je slovenski kulturni praznik, vedno tudi slovenski verski praznik, ki ga v tem smislu res versko najbolj obhajamo v evangeličanski cerkvi. Obhajamo kot nekaj, kar nam je dalo v preteklosti osnovo, da je ta cerkev lahko nastala, ampak istočasno tudi sporočilo, kot je Trubar rekel vsem Slovencem. Trubar ni rekel mojim evangeličanom ali pa mojim katolikom ali pa ne vem, ampak je rekel vsem Slovencem. In to je tisto, na katerem lahko po mojem gradimo eno srečno skupnost. Tako verni ljudi, kakor tudi tisti, ki so se odločili za pot brez Boga. Se premalo poslušamo, se zato tudi premalo poznamo in nenazadnje premalo med seboj razumemo. Res je. Jaz mislim, da bi tega, tudi teološkega pogovora in dialoga v Sloveniji bilo potrebno več. Svet krščanskih cerkva, po mojem, je zelo dobra stvar. Ampak vsaka stvar mora imeti seveda in pokazati svoje življenje, svojo živost v praksi. Zdi se mi, da ta ekumenski svet krščanskih cerkva v Sloveniji se preredko sestane, preredko skupaj zavzame stališča do marsikaterega relevantnega vprašanja, tudi do družbenega dogajanja v naši deželi. Tako da bo verjetno potrebno ta svet malce osvežiti, obnoviti, mu dati nekega novega naboja, novega elana, kajti jaz mislim, da je potreben in da skupaj pri marsikateri stvari lahko naredimo veliko več, kot če se stvari lotimo povsem samostojno ali preveč individualno.
Odkar imamo tudi v Murski Soboti rimsko-katoliško škofijo in tudi škofa, doktorja Marjana Turnška, kako se razumete z njim, kako sodelujete? Ja, midva sva z gospodom škofom Marjanom Turnškom, lahko bi rekel, kar prijatelja. Že od samega začetka. Čeprav je res, da se ne srečujeva vsak dan, ampak se srečava v marsikateri priložnosti. In jaz mislim, da oba v tem slovenskem prostoru, zdaj konkretno bolj na tem pomurskem, prekmurskem področju, oba delujeva zelo, zelo prijateljsko, zelo, zelo ekumensko. Nihče na račun drugega ne vzpostavlja nekih svojih pogledov in vrednot kot nekaj več vrednega, ampak poskušamo živeti to eno pristno krščansko življenje, polno spoštovanja in neke medsebojne solidarnosti in lepega sožitja. In jaz mislim, da katoliška škofija v Prekmurju in evangeličanska cerkev v Prekmurju in seveda posledično tudi v Sloveniji sta en zelo, zelo dober in lep vzor lepega pristnega sodelovanja, kjer pravim, delujemo strpno, ker ne nazadnje, veste, če verski predstavniki ali predstojniki v prostor, kjer živijo, prinašajo zaradi svoje ozkosti ali preveč ostro zarezanih nekih svojih načel, to za prostor ni dobro in jaz mislim, da sva z gospodom Turnškom to oba zelo dobro razumela in v tem smislu tudi delava. Gospod škof, katere so bistvene naloge cerkve? Po naši evangeličanski definiciji cerkve bi lahko odgovoril kar v enem stavku. Torej, cerkev je tam, kjer se evangeliji čisto oznanja in uči in kjer se zakramenti pravilno podeljujejo. Torej, cerkev, kot sem prej rekel, cerkev živi v tem svetu in cerkev živi za ta svet. Cerkev, po mojem, opravlja svoje poslanstvo najbolj takrat in najbolj pristno takrat, ko je čim bolj zvesta Božji besedi, torej oznanjevanje Božje besede in potem to, kar oznanjujemo, tudi v praksi živeti. Torej ta skrb za človeka v tem duhovnem in tudi marsikdaj materialnem smislu. Cerkev ne more samo oznanjati Božje besede, ampak mora ljudem stati ob strani v vseh pogledih in v vseh trenutkih njihovega življenja. Dober cerkveni delavec, duhovnik je za mene tisti, ki svoje poslanstvo ne razume samo kot poklic, ampak to poslanstvo razume kot službo človeku in Bogu. In to je tudi osnovno poslanstvo cerkve, torej služenje Bogu in služenje ljudem. Jaz mislim, da če bomo to tako razumeli, da takrat imamo prihodnost in da bodo ljudje v cerkvi videli nekaj prvinsko dobrega, nekaj, kar je njihovo, nekaj, s čimer se lahko identificirajo in to, kar cerkev oznanja in skupaj živi, potem tudi sami živijo. Slovenska ustava nam vernikom zagotavlja, da smemo svojo vero izpovedovati tako v zasebnem kot javnem življenju. Mnogi bi radi dosegli, da bi vera bila zasebna stvar in tako so tudi prepričani, da vera ni javna stvar in da naj vsak ohranja svojo vero zase in nekako naj ne govori o tem v javnosti. Pa me zanima, kaj vi menite, ali je vera zares zasebna stvar, ki mora biti potisnjena nekam v cerkev? Glejte, vera je del življenja in življenje se mora nekje manifestirati. Življenje se ne more manifestirati ne za cerkvenimi zidovi, cerkva, župnišča, ne vem kje, ampak v vsakdanjem življenju.
Vera ni neka politična kategorija, ampak je vera način življenja. In nihče nima pravice od nikogar zahtevati, da svojo vero razume samo kot nekaj zasebnega in da se to lahko in sme dogajati samo na nekem omejenem prostoru. Na takšno definicijo in takšno razumevanje vere v evangeličanski cerkvi nikoli nismo pristajali in tudi nikoli ne bomo pristali. Smo pa res povedali, da so polje delovanja politične države in cerkve vsekakor nekaj ločenega. Cerkev se direktno z strankarsko politiko ali ne vem s kako politiko res nima kaj za ukvarjati. Cerkev pa ima pravico, da svoj nazor in svoje poglede v družbi, v kateri živi, tudi jasno artikulira. Nenazadnje ste tudi cerkveni voditelji, da tako rečem, starešine cerkve odgovorni nekako moralno za vernike ali pa pred Bogom, da tudi poučite vernike o tem, kako se bodo odločili sami, je njihova stvar. Če jih pa niste poučili o nekih nevarnostih oziroma o pogledih cerkve na določene aktualne probleme, da tako rečem, pa je verjetno tudi vaša krivda, ne? Vsekakor, ampak gledajte, mislim, da ljudje z vzgojo, z vsakdanjim učenjem, izobraževanjem, že sami zelo, zelo dobro vejo, kako in na kakšen način na določene stvari odgovoriti. Cerkev prav gotovo ima pravico do svojega stališča, do vseh relevantnih vprašanj, ki se v neki družbi, v neki državi dogajajo. Ne mislim pa, da je prižnica tisti pravi prostor, kjer bi ljudi nagovarjali direktno, če sva čisto konkretna, kakšno politično opcijo, kakšno politično stranko naj izberejo. Jaz mislim, da so ljudje tudi v naši domovini vse bolj in bolj, tudi v tem pogledu samozavestni in samozadostni, da vejo prepoznati, kaj je prav in kaj je narobe. Je pa res, da cerkev prav gotovo, kot sem rekel, ima to pravico tudi protestirati, če se v družbi dogajajo stvari, kot so kršenje človekovih pravic, pravic do izpovedi vere, pravic do njihovega načina razmišljanja. Mislim, da nobena tako politična opcija, kakor nobena ideologija ni preživela ravno zaradi tega, če je ljudi silila preveč v ozke okvire razmišljanja. Ljudje smo svobodna bitja, Bog nam je dal razum, dal nam ga je zato, da ga uporabljamo in da se tudi vemo odgovorno obnašati. Prav gotovo življenje človeške družbe in tudi posameznika je proces, je neko zorenje. Ne v vseh situacijah smo morda res dovolj, da tako povem, etično tudi pokončni, da povemo in jasno artikuliramo tisto, kar si mislimo, da je prav. Tu nam morda včasih še manjka nekoliko poguma in na tem je prav gotovo potrebno delati tudi v prihodnje. V Sloveniji smo nedolgo nazaj dobili novega direktorja Urada Republike Slovenije za verske skupnosti, Aleša Guliča. Kaj predvidevate in pričakujete od njega? Takole bom rekel, mi smo tudi z prejšnjim direktorjem urada, gospodom Čeparjem, ki se je deklariral kot veren človek, dobro sodelovali. Gospod Gulič, njegov naslednik, se je deklariral kot ateist v nekem smislu. Meni se to morda na nek način zdi nenavadno. Ampak nenazadnje je tudi pravica slovenske države in vlade, da na to mesto postavi človeka, katerega si ona želi. Kljub temu pa mislim, da bomo vse verske skupnosti, vse cerkve v Sloveniji lahko
zelo dobro sodelovale tudi z gospodom Guličem. Jaz mislim, da je gospod Gulič človek, ki si ne bo privoščil favoriziranja kogarkoli na račun drugih. In to tudi pričakujem nenazadnje od direktorja Urada za verske skupnosti, da so verske skupnosti vse, to je tudi po ustavi tako, enakopravne in tudi enakovredne. Sem pa vedno tudi povedal, da v vsaki državi, med vsakim ljudstvom obstajajo, da ne bom narobe razumljen, bolj domače, bolj zgodovinske, bolj avtohtone verske skupnosti ali cerkve. In da ni nič narobe, če država tem cerkvam da eno, ne bom rekel posebnega statusa, ampak vseeno izkaže neko spoštovanje do tistega minulega dela, ki sta ga nedvomno med slovenskim narodom opravili tako katoliška kot evangeličanska cerkev. V Sloveniji imamo pri Uradu za verske skupnosti Vlade Republike Slovenije registriranih, mislim, da 43 cerkva in drugih verskih skupnosti. Leta 1976, pred več kot 30 leti, jih je bilo le 9. Kaj menite o tolikšnem porastu? To je zelo veliko število. Recimo Avstrija, ki je ne vem kolikokrat, 4-krat večja ali pa z več prebivalci, ima dosti manj verskih skupnosti. Jaz to malo povezujem tudi z tem dogajanjem, nenazadnje v tem vzhodnoevropskem ali pa v tem socialističnem delu Evrope, ko so dolga leta bila vseeno določene verske skupnosti ali cerkve vseeno v nekem smislu pojmovane kot neki tujek ali pa nekaj nezaželjenega. In takrat, ko se je odprl ta prostor, je seveda tudi na tem verskem področju vse nekako zadihalo na novo. Dolgoletne ali pa cerkve za dolgoletno tradicijo imajo tudi v tem našem prostoru, kot sem rekel, neko tradicijo, je pa nastalo, kot rečeno, po nekem vzorcu termodinamike. V prostor je prišlo veliko novih verskih skupnosti, ki so zažarele, ampak nekatere tudi zelo hitro ugasnile. Torej, to je zelo kompleksna stvar okrog nastanka teh razmeroma velikega števila verskih skupnosti na našem prostoru. Jaz mislim, da je vseeno nekako ne samo nesprejemljivo, ampak na nek način malce čudno, da bi 2 ali 3 ali pa 4 ljudje imeli že pravico ustanoviti versko skupnost. Vseeno, jaz mislim, da tu neki prag mora obstajati, kajti nenazadnje bomo potem dobili na tem področju še več nepreglednosti. Ne gre se za kontrolo, ampak vseeno tudi cerkev mora funkcionirati po nekih določenih principih, nenazadnje tudi ustavi, nekem statutu in nekem redu, in da na tem področju ne bi smelo priti do nobene anarhije ali pa nekaj do nečesa, kar bi potem pozneje posledično zelo težko lahko potem tudi obvladovali. Pa ne mislim kogarkoli tu omejevati v njegovi verski pripadnosti, vsakdo lahko to svojo vero izpoveduje, kot si jo sam želi, ampak če je to že dovolj za neko organizirano versko skupnost, je pa drugo vprašanje. Kaj menite in kako občutite, kako se uresničuje zakon o verski svobodi v Sloveniji? Ja, zakon o verski svobodi v Sloveniji, jaz mislim, da je ta zakon omogoča ljudem, da lahko svojo
pripadnost in svojo nenazadnje članstvo v neki cerkvi lahko živijo. Ta zakon omogoča tudi verskim skupnostim, da lahko opravljajo prav gotovo pomembno poslanstvo na različnih področjih, torej tudi delovanje v bolnišnicah, nenazadnje tudi po zaporih, v slovenski vojski, v slovenski policiji. Res je nekaj posebnega šola. Tu bo po mojem potrebno se pogovarjati naprej in morda poiskati neke zadovoljivejše oblike pouka o verah ali verskega pouka. Tako da mislim, da zakon nam daje kar precej možnosti, je pa vprašanje, če te možnosti tudi vedno vemo prav in v tolikšni meri, kot so nam omogočene, tudi potem tudi kompetentno uporabiti in izkoristiti. Kako se sicer vključuje evangeličanska cerkev v javno življenje v Sloveniji? Ja, najbolj javno življenje seveda je to versko življenje v različnih oblikah. Torej skozi oznanjevanje Božje besede, potem tudi nenazadnje za svoje skromnimi publikacijami, ki jih izdajamo in na ta način želimo nagovoriti ta prostor, v katerem živimo, torej skomunicirati z okoljem, v katerem živimo, torej naš način verovanja, naše razumevanje Boga. Nenazadnje smo se vključili in se dobro vključujemo v to družbeno življenje, potem tudi skozi razne humanitarne projekte. Naša evangeličanska humanitarna organizacija je seveda dosti manjša kot Karitas in Rdeči križ, ampak na območju, v katerem smo najbolj množično zastopani, imamo kar nekaj zelo lepih in dobrih projektov, ki so naravnani tej duhovni in tudi materialni pomoči ljudem. In tu ne gledamo ne na veroizpoved, ne na svetovni nazor, ampak resnično gledamo najbolj na potrebe ljudi. Tako da tudi nekako slovensko protestantsko društvo Primož Trubar tu v mnogočem, ne najbolj na področju vere ali pa oznanjevanja evangelija, ampak z izdajami raznih strokovnih publikacij. V tem prostoru potem tudi deluje tako, da te vrednote protestantizma in slovenske reformacije, ki so nedvomne, pridejo čim bolj med ljudi. Gospod škof Geza Erniša, gotovo zelo natančno spremljate nov družinski zakonik, ki ga predvideva aktualna oziroma predlaga aktualna vlada in enotno podpira tudi njena koalicija. Vendar ta družinski zakonik predvideva tudi sporno točko, kot vemo, možnost, da otroke posvojijo homoseksualni pari. Kakšni so vaši pogledi na to problematiko in pogledi evangeličanske cerkve? To je zelo, zelo težko vprašanje. Pogled na družino se je skozi stoletja prav gotovo spreminjal. Ampak kljub temu in kljub vsemu, jaz lahko v nekem smislu razumem te ljudi. Njihovo željo, da bi tudi sami imeli otroke, čeprav po naravni poti do njih ne morejo priti. Ampak kljub temu se mi zdi, da je prava družina res tista družina, v kateri sta oče in mati, da je ta zakon nadgrajen za to največjo vrednoto, torej za otrokom, in da je to ena zaokrožena, šele takrat ena zaokrožena celota. Tradicionalna družina. Družina, torej oče, mati, otroci. Težko si predstavljam, kakšne posledice lahko ima to na samo počutje, na samo psihologijo, psiho enega otroka, ki odrašča v istospolni partnerski zvezi.
Če to res lahko imenujemo družina, je zelo veliko vprašanje. Veste, otrokom včasih nekatere stvari najbolj lahko razloži oče. Določene stvari bolj mati kot oče. In to so vprašanja, ki nosijo v sebi prav gotovo zelo, zelo velike tudi nevarnosti, kako se bo posledično potem razvijal tudi ta otrok iz teh istospolnih partnerstev. Je res, da tudi v tradicionalni družini marsikdaj ne funkcionira vse tako, kot bi moralo funkcionirati. Ampak kljub temu sem jaz tu zagovornik, da ta tradicionalna družina vseeno mora ostati tudi v naši družbi tista največja in najbolj pomembna vrednota. Torej, evangeličanska cerkev istospolno usmerjene spoštuje, jih ne obsoja, po drugi strani pa nekako v smislu neke poslanke, ki je izjavila pred časom, pravi, spreminjati temeljne stvari zaradi modne muhe ali posameznih vzorcev pomeni nekaj skrajno neodgovornega do družbe in tudi do prihodnosti. Ja, vseh teh konsekvenc, vseh teh posledic se je nemogoče, po mojem, zavedati. In jih je nemogoče tudi prepoznati. To so zelo občutljive teme. In prav gotovo se bo o tem potrebno še in še pogovarjati z različnih aspektov. Tudi z aspekta neke teološke doktrine. Tudi z aspekta vseh tistih strokovnjakov, ki se z temi stvarmi ukvarjajo. Zato jaz pri teh stvarih resnično ne bi hitel. Kako kot član civilne družbe in kristjan sicer gledate na slovensko politiko, njene predloge in odločitve? Kakšen odnos imate do splava? Glejte, v evangeličanski cerkvi prav gotovo splava ne zagovarjamo. To bi bilo narobe. V protestantskem katekizmu imamo poglavje, ki govori tudi o splavu. V določenih primerih, ne da bi splav zagovarjal, ampak v določenih primerih, ker življenje vseeno, ta največja vrednota in svetost. Ampak v določenih primerih se lahko zgodi. Tu bi prej povedal to, da bi morali delati več na preventivi. Ne bi smeli imeti tako zelo odklonilnega stališča do kontracepcije, kot ga včasih imamo. Ker kontracepcija v nekem smislu je lahko način načrtovanja družine, preprečevanje nezaželenih nosečnosti in raznih bolezni. Na to ne bi smeli pozabiti. Splav je vsekakor za vsako žensko, še posebej, ko se zgodi tudi pri mladoletnicah, tako velika travma, da je to z stališča nekoga, ki tega ne doživi osebno, težko sploh spregovoriti. Ampak vam bom povedal eno zgodbo enega švedskega duhovnika, mojega prijatelja, ki mi je nekoč dejal, da je k njemu prišla ena mlada punca, 14-15 letna, in je bila noseča iz posilstva. In je rekla, ga vprašala za nasvet, kaj naj naredi. In je rekel, imaš 3 možnosti po naši zakonodaji. Lahko greš na splav, lahko tega otroka rodiš in ga daš v posvojitev. Tretja možnost, da ga rodiš in se ga obdržiš. V času te nosečnosti, ker se ni odločila za splav, je ona prepoznala, da je ta otrok kljub temu tudi del nje. In se je tega otroka pustila in zdaj skupaj srečno s tem otrokom živi. Morda nam ta zgodba lahko pove več, kot bi pa mi to lahko karkoli po takšni ali drugačni plati strokovnega dodali.
Ali menite, tudi če je napredek družbe ne vem kakšen in da se razmišljanje ljudi zelo spreminja s časom v moderni družbi, da tako rečem, možno, da se spreminjajo tudi tiste osnovne stvari, ki jih nam nalaga Božja postava. Cerkev, nekako vsaj katoliška, nikoli ne bo pristala v nekaj, če tudi bi bilo veliko žrtev zaradi tega, da bi spremenila temeljne stvari, denimo, ki jih Bog hoče od nas. Res je, ampak moramo biti tudi zelo odgovorni do tega, ko povemo, kaj Bog hoče od nas. A je to res to, kar Bog od nas hoče? Smo res to prav razumeli? In se strinjam z tem, da obstajajo v nauku cerkve neki aksiomi, ki jih ni mogoče poljubno relativizirati, danes tako, jutri drugače, pojutrišnjem spet drugače. Ampak je to istočasno tudi velika odgovornost. Ali je res ta aksiom postavljen od Boga ali od nas in od cerkve kot institucije? Mislim, da je tu zelo, zelo pomembno, da to vemo prav ovrednotiti in tudi to prav razumeti. In se strinjam, da so nekatere vrednote, neomajne vrednote in vrednote, ki morajo v sleherni družbi biti navzoče. Ker tam, kjer ni spoštovanja življenja, tam, kjer ni spoštovanja staršev, kar nam ne nazadnje tudi v dekalog zelo lepo sporoča, tam, kjer ni spoštovanja sočloveka, spoštovanja lastnine in naše velike odgovornosti do vsega tega. Mislim, da taka družba ne more graditi prave in srečne prihodnosti. Zato poudarjam ta nenehni dialog med cerkvami in tudi med družbo, da skupaj pridemo do tistega najbolj žlahtnega produkta. In da, ker veste, tudi cerkev se je marsikdaj zmotila in se moti tudi danes. Ampak cerkev je marsikaj tudi dobrega naredila in vse to je potrebno videti zelo kompleksno. Zato vsako tako stališče, zdaj to je pa resnično greh ali pa to ni greh, mora biti 100-krat in 1000-krat dobro pretehtano in premišljeno. Mesec november je tudi mesec dobrodelnosti. V čem je dobrodelnost vaše evangeličanske cerkve? Ali imate kakšne skupnosti, organizacije, ki pomagajo tudi v tem času recesije? Evangeličanska cerkev v Sloveniji ima že dolga leta tako imenovano eho podpornico, torej evangeličanska humanitarna organizacija, ki znotraj cerkve in tudi širše skrbi za to, da pač tistim ljudem, ki potrebujejo pomoč, tako duhovno kot materialno, priskoči v slehernem trenutku na pomoč. Če smo čisto konkretna, mi vsak dan, od ponedeljka do petka, brezplačno prepeljemo 60 toplih obrokov ljudem po vaseh, starejšim, ki nimajo nikogar. Vsakodnevno odpeljemo toliko in toliko ljudi k zdravniku, na pošto, na banko, torej ljudje, ki živijo sami, niso več mobilni. Potem pomagamo tistim, ki doma nimajo primerne infrastrukture. Recimo imamo 50 bolniških postelj, ki jih brezplačno potem ljudem damo na njihove domove, da jih rabijo tako dolgo, kot jih pač rabijo. In tu ne gledamo na nobeno pripadnost. Ne na versko, ne na svetovno-nazorsko, ne na to, če je nekdo veren ali ni veren, ampak je prioriteta pri dodeljevanju te pomoči resnična potreba, torej socialni status teh ljudi. Jaz mislim, da se je ta evangeličanska humanitarna organizacija v zadnjem času zelo lepo vklopila tudi v to današnjo situacijo, ko mnogi ljudje čutijo krizo
in da je tudi sodelovanje z sodobnimi organizacijami, torej z Caritas in z Rdečim križem Slovenije vse boljše in boljše. Priskočimo si na pomoč, ko eni druge potrebujemo, in jaz mislim, da je to pravi način, da to svoje krščanstvo res pokažemo tudi na tej bivanjski ravni, na tej praktični ravni, v vsakdanjem življenju vse bolj in bolj. Slovenska Caritas bo razglasila leto dobrodelnosti, prihodnje leto bo praznovanje 20-letnice ponovnega delovanja Slovenske Caritas. Leto 2010 bo Evropsko leto boja proti revščini in socialni izključenosti, leto 2011 Evropsko leto prostovoljstva, 2012 pa leto medgeneracijskega sožitja in solidarnosti. Kako se bo v vse te jubileje v Evropi in v Sloveniji vključevala evangeličanska cerkev? Evangeličanska cerkev, če ostaneva najprej doma, se bo vsekakor čim bolj dejavno vključila tudi z čisto konkretnimi programi v vse te obletnice. Torej, mi bomo še okrepili našo mrežo pomoči, ne le materialne, ampak tudi duhovne. Veste, najslabše, če se ljudje v takih situacijah zapirajo tudi za neke svoje duhovne zidove. In potem tudi materialne zidove in ostanejo neopaženi. Marsikdo, veste, se počuti ponižanega, ker ne more živeti od svojega dela. Moj način razmišljanja je tu, oziroma gre v to smer, da vzpostavimo take parametre, neke sociale, ki ne bodo zagovarjali ali pa ne bodo grajeni na paradigmi SOS trgovin, ampak da bomo sposobni ustvariti tako delovno in tako okolje in bivanjsko okolje, kjer bomo vsi ljudje lahko dobro in lepo živeli. Narobe je, res je narobe. Če se družba razvija v to smer, da nekdo, pa bom povedal mogoče malo figurativno, da nekdo lahko je z zlato žilico, nekdo pa nima kaj dati na mizo sebi in svojim otrokom. To je razvoj v napačno smer. In takšnega razvoja ne more blagosloviti, ali pa če povem teološko, dati svojega blagoslova nobena cerkev. In tu smo pred velikimi izzivi, tudi v evropskem merilu, svetovnem merilu. V Nemčiji že dolga leta obstajata dve veliki humanitarni organizaciji, torej Katoliška diakonija in Evangeličanska diakonija, ki sta v Nemčiji največja delodajalca. Nobena tovarna, nobena organizacija ne zaposluje toliko ljudi, kot jih zaposlujete ti dve organizaciji. Evangeličanska, to bolj poznam, se imenuje Brot für die Welt, torej kruh za svet, zbere vsako leto na milijone, 100 milijone evrov pomoči, ki gredo potem, oziroma ta pomoč potem gre tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Čisto konkretno v to evropsko diakonijo spada tudi naša diakonija, in tudi mi en del svojih sredstev, ki jih zberemo, vedno namenimo potem ne samo za potrebe doma, ampak tudi v tujini. Vem, da se je iz naših sredstev, ki smo jih potem čez Svetovno luteransko zvezo poslali v Afriko, afriškim otrokom kupilo ne vem koliko koles, da so lahko šli za kolesi v šolo. En del pomoči je pa šel za operacije na očesih, da so ljudje spet lahko videli. Torej, to se mi zdi tista prava pot, da ustvarjamo družbo, kjer bomo vsi lahko dostojno in lepo živeli. Ali to pomeni, da se naj zadovoljimo s skromnim in pravično delimo dobrine? Vsekakor, res mislim, da moramo se vedno znova vprašati, a res potrebujemo vse to, po čem hrepenimo? Res potrebujemo 4 avtomobile? A res potrebujemo ne vem kako velike hiše, v katerih potem
nihče ne živi. In ob tem imamo ne vem koliko ljudi, ki pa nimajo kaj dati na mizo. To je v nasprotju z krščansko in občečloveško etiko. In to ne more dobiti pozitivnega signala od nikogar, kdor se čuti odgovornega in tudi odgovorno ravna. Za odgovorno ravnanje pa je pomembno, da smo ljudje tudi etično pokončni, da smo dobro izobraženi in da se ne damo prepričati takoj v nasprotno, samo zaradi tega, ker si to nekdo drugi tako želi. Gospod škof, magister Geza Erniša, najlepša hvala. Prijetno je bilo klepetati z vami in zelo se veselim ponovnega snidenja tukaj v studiu televizije Exodus. V kratkem, če se bo le dalo. Ja, hvala lepa. Na zadnje se na tak način veliko bolje spoznavamo. Verjamem, da je to en zelo lep in dober način, da se lahko čim bolj spoznamo in ne nazadnje, da zaključimo, da nas povezuje marsikaj lepega in dobrega, samo prepoznati je to treba. Jaz tudi vam želim vse dobro, pa tudi vašim gledalkam in gledalcem. Hvala lepa. Prosim.